Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni na Slovenski matici na današnjem predavanju doktorja Damirja Golobočnika o spomeniku kralju Aleksandru I. Dr. Damir Golobočnik je naš uveljavljen avtor, pri Slovenski matici izdal že 2 knjigi, tole Pavliha 1870 in pred 2 letoma, leta 2017, še izjemno dragoceno delo Likovno in simbol. Takrat nam je obljubil v izidu te knjige, gospe Kati Kleindienst, ki je sodelovala z njim, obljubil, da bo v Slovenski matici pripravil tudi predavanje in danes smo zelo veseli in počaščeni, da je z nami in da nam bo predstavil izredno zanimivo temo, ki je fizično kljub oddaljenosti časa zelo blizu nam, se je odvijala na Kongresnem trgu v Ljubljani. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Hvala za tako uvod in napoved. No, moj uvodni pomorda malce bolj dolgočasen. Sam to bi ga rekel, videti je trajalo poglavje o spomeniku kralju Aleksandru Karađorđeviću je objavljeno tudi v knjigi Likovno in simbolno, ampak v teh 2 letih sem uspel pa najti še nekaj novih dejstev in pa podatkov. Skratka, koristilo je, da sem se skrival 2 leti. Za uvod bi rekel takole nekako dinastija Karađorđevićev v novi, v slovanski državi ni imela tradicije, na podlagi katere bi lahko vzpostavila njena vladarska legitimiteta. Pri oblikovanju vladarskega kulta in pa dolgoletne državotvorne zgodovinske drže, recimo dinastije Karađorđevićev, pa je poleg šolske vzgoje, propagande, ukrepov in pa praznikov, recimo rojstni dan kralja Petra I je veljal tudi državni praznik, Petrov dan, in pa sem že rekel propagande, pa preko drugih oblik in doktrinacije je z dinastičnimi spomeniki sodelovalo tudi spomeniško kiparstvo. Težnja po spomenički počastitvi kraljev Aleksandra Petra I in pa Aleksandra I, to se je leta 1925 dobila tudi zakonsko obliko. Namreč Narodna skupščina v Beogradu je leta 1925 podprla postavljanje spomenikov kraljema Petru in Aleksandru. Prvi spomenik kralju Petru I so Slovenci postavili oziroma odkrili avgusta leta 1926 v Kranju. Njegov avtor je bil kipar Tine Kos. Leta 1931 pa je sledil spomenik kralju Petru I pred ljubljanskim magistratom in zdelo, da je kipar Lojze Dolinar, Pečnik pa ga je umestil na stopnišče pred ljubljanskim magistratom. Po atentatu na kralja Aleksandra v Marseju 9. oktobra leta 1934 so seveda po vsej državi prirejali velike žalne komemoracije in pa zborovanja. Tukaj je vidimo žalno slovesnost na Mestnem trgu v Ljubljani, pa recimo venec, ki ga je klonila Dravska vladavina, in pa žalno črno zastavo v Triglava. Skratka, sklenili pa so tudi, da bodo opustili zamisel o postavljanju spomenikov kralju Petru in pa podprli spomenike kralja Aleksandra, ki so imeli različne oblike, lahko so bile celopostavljene sohe, herme, spominske plošče. Po kralju so imenovali tudi nove ustanove, šole, bolnice. Kralju spomin so zasadili lipe. Velike monumentalne spomenike pa so želeli postaviti v vseh večjih slovenskih mestih. To so bile pa spomeniki v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju.
In prvo pobudo za spomenik kralju Aleksandru v Ljubljani je dala serijska organizacija vojnih dobrovoljcev 7 dni po atentatu, se pravi 16. oktobra leta 1934. Dobrovoljec, to je bil naziv za vojake, ki so se borili v prvi in drugi balkanski vojni, in pa tudi za tiste prostovoljce, ki so se v prvi svetovni vojni borili na strani antantnih ali pa v srbskih armadah. 10 dni za objavo te pobude je bil pa ustanovljen odbor, spomeniški odbor, in ta serijska organizacija je prepustila veliko akcijo temu odboru, ki ga je vodil predsednik, ki je bil minister v pokoju, nekdanji ljubljanski župan in senator Ivan Hribar. Dogovorili so se, ta dogovarjanja so bila kar veliko ostra z mariborskim odborom za teritorijalno razdelitev Slovenije pri pobiranju prispevkov. Skratka, pobirali so prispevke pod imenom skupne akcije, potem se je pa pač denar razdelil, ki so ga zbrali na Štajerskem in v tem koncu, je bil namenjen za mariborski spomenik v Stari, in to srednje Slovenije pa za ljubljanski spomenik. 1. decembra leta 1934, to je bil praznik, takrat praznik državnega ujedinjenja, to se pravi, takrat na ta dan, leta 19 se je država Slovencev, Hrvatov in Srbov združila s kraljevino Srbijo. 1. decembra je bila slovesno razglašena skupna spomeniška akcija za spomenika v Ljubljani in Mariboru in pa za novo moderno ulico v Ljubljani. Ta razglas sta sestavila pesnika Oton Pančič in Gradnik. Seveda našteval je vrline pokojnega vladarja, njegovo ljubezen do ljubljanske in jugoslovanske države, skratka vse, kar je podpirala tudi poudarjala tudi državna propaganda. Pod razglas so bili podpisani ministri, župani, bandravske domovine, ljubljanski, mariborski škof. Oblikovali so pa tudi častni odbor, v katerem so bili najvidnejši predstavniki slovenskega političnega življenja. Prispevke so nabirali kar uspešno, zelo uspešno, s posebnimi polami. Odbor pa je začel, poleg častnega odbora so imenovali tudi ta izvršni, pa ožji odbor, ta odbor je pa začel iskati primeren prostor za spomenik v Ljubljani. In v začetku je prišlo do kar 10 različnih lokacij. Tudi na Ljubljanskem gradu, ob Tromostovju, pred Narodnim domom, v parku Zvezda, pa na trgu kralja Petra, to je pred sodiščem, in pa skratka 10 različnih lokacij. Marca leta 1935 je ta ožji odbor sklenil, da bo spomenik stal v Zvezdi. Se pravi na Kongresnem trgu, in po obloščenemu inženirju za arhitekturo, arhitektu Hermanu Pustu, zaupal izdelavo prve in druge orientacijske skice oziroma načrta za preureditev Zvezda in Kongresnega trga. To so tukaj le pred vami. Na tej večji si je Herman Pust spomenik zamislil v parku Zvezda, ki bo takrat seveda malce drugačen. Na tej drugi skici pa naj bi stal spomenik pred univerzo, se pravi pred pravno fakulteto za spomenikom, to je ta, slabo se vidi sicer, ne, in da ne vas nič ne moti, da je na ta večji skici je kominiški spomenik, na drugim je pa celo postavljena kraljeva veliko figura, ne, skratka, končno odločitev, kakšen bo ta spomenik, so dejansko sprejeli šele čez 3 leta, da smo leta 1935. Skratka, na tej drugi skici je ravno tako zanimiva, stal ne bi pred pravno fakulteto, desno ne bi bil kraljev spomenik, na levo, ki je zelo stilizirana plitva vaza na podstavku, to ne bi pa spomenik izgubljenemu slovenskemu ozemlju. Zadaj pa neka nova arhitektura, piše altana, mislim, da se ne motim, skratka zaprta terasa.
Aprila leta 1935 je pa imel svojo sejo tudi mestni gradbeni odbor, na katerem pa je gradbeni direktor, inženir Natko Prelovšek, ki je bil tudi član tega spomeniškega ožjega odbora, predstavil predlog arhitekta Jožeta Plečnika, o katerem bo pa nekaj besede več kasneje. Tudi klub arhitektov je takrat občini predlagal svoj predlog, ki se je razlikoval tako od Husovega in od Plečnikova, in vendar občina je sprejela predlog gradbenega odbora oziroma Plečnikov načrt za preureditev parka Zvezda, za postavitev spomenika in dala dovoljenje za postavitev spomenika v park Zvezda. Ampak s tem ta naša zgodba seveda še ni zaključena. Decembra leta 1935 je ožji odbor razpisal natečaj. Prostor za spomenik niti ni bil natančno določen, bil pa je pogoj, da mora ta prostor omogočati zbiranje večjega števila ljudi, skratka različne manifestacije. Prišlo je 16 predlogov, prva nagrada pa ni bila podeljena. Tukaj lahko vidite, da so se različni kiparji in v sodelovanju z arhitekti predstavljali pravzaprav zelo različne lokacije. Boris Kalin in Vinko Glanc ter Nikolaj Pirnat in arhitekt Ivo Spinčič sta prijeli veliko enakovredni drugi nagradi. Josip Kostaperarje in Lado Bohinc pa nista bila v koaliciji, ker je bil Josip Kostaperarje tudi član sodišča, ki je presojal te posnetke. Skratka, Kalin in Glanc spomenik naj bi stal pred vhodom v Tivoli, Pirnat in Spinčič pred Narodnim domom, Kostaperarje in Lado Bohinc pa na Mestnem trgu. Skratka, prva nagrada ni bila podeljena, tako lahko rečemo, da natečaj ni uspel. Ožji odbor pa se je že pred razpisom tega natečaja, pa tudi veliko predsednik Ivan Hribar izoliral, da se je povezal s kiparjem Petrom Lobodom, ampak to se mu potem ni dobro izteklo, ker ga drugi člani ožjega odbora niso podprli, ampak ožji odbor v celoti pa se je že pred razpisom natečaja, kot sem prej omenil, dogovarjal z arhitektom Plečnikom in ga prosil naj izdela načrt, pri katerem bi se harmonično povezala arhitektura in kiparstvo. Skratka, Plečnik je zasnoval ta načrt, tukaj je neka veliko prostorska oziroma orientacijska skica, ki si jo lahko razložimo nekako takole, da bi spomenik stal pred vhodom v novo projektirani Južni trg. To je trg, ki bi nastal po preureditvi prostora med stavbo Kazine na levi strani in pa med stavbo Kongresni trg 13 na desni strani. In ta trg v ozadju bi bil novo upravno, trgovsko, stanovanjsko, skratka novo elitno središče Ljubljane. Pred spomenikom oziroma za spomenikom oziroma kot zaključek tega Južnega trga pa si je Plečnik zamislil to stebriščno arhitekturo, ki je dobila ime Propileje Plečnikove Propileje ali Aleksandrove Propileje. Kratka, ta stebriščni prehod, prostor pred Propilejami pa bi seveda omogočal to, kar je zahteval tudi prvi razpis, postal bi lahko reprezentativni, protokolarni prostor. Tukaj spodaj je še manjša skica, ki nekako ponazarja. Plečnik je seveda v tem času prevzel veliko urbanistično prenovo kar dobršnega dela Ljubljane, konkretno od trga francoske revolucije oziroma Ljubskega trga do Vekove ulice. No, po tej skici se pa vidi, da bi ta pot recimo vodila še od Trnovske cerkve, recimo še naprej preko Južnega trga. Skratka, ožji odbor je ta Plečnikov načrt za Propileje in pa za postavitev spomenika sprejel in je dal izdelati tudi maketo.
Potem so se pojavljale razne odnote in odnotita, oziroma v tem stebriščnem prehodu znotraj je bil tudi ta fris, na katerem bi vidan friske oziroma prizori iz slovenske zgodovine. Potem so se pa pojavljale razne veliko variante, poskusi umestitve konjeniškega spomenika v razmerih do Propile. In časopisi so objavili recimo med drugim tudi ti dve fotografiji desno, na katerih vidimo, da je konjeniški spomenik kar znotraj, oziroma v stebriščnem prehodu. Zato je 11 kiparjev pripravilo protestno noto v časopisih, ki bi jo nekako lahko povzeli, da so pričakovali, da bo spomenik kralju Aleksandru kiparski spomenik, ne pa da bo kip podeljen arhitekturi. Tudi slovenska organizacija vojnih dobrovoljcev ni bila zadovoljna s potekom akcije, oni so si pa želeli, da bi spomenik stal na trgu kralja Petra, to je danes Miklošičev trg. Ožji odbor je pač dal v presojo Plečnikov predlog širšemu odboru in na eni najbolj burnih sej, to je bila 1. oktobra leta 1937, mi si pač predstavljamo pri raznih spomeniških prizadevanih akcijah, da smo vsi složni, vsi delamo za isti cilj, ampak v resnici so interesi in pogledi vseh udeležencev marsikaj zelo različni. No, skratka, na tej izredno burni seji je prišlo do glasovanja. Širši odbor je imel 34 članov, od tega jih je bilo 17 proti, 11 je bilo za Propileje, 6 pa se jih je vzdržalo. Potem je sledila nova seja 25. oktobra leta 1937 in spet je bil rezultat 17 proti 17. 16. decembra pa leta 1937 je pa 6 članov ožjega odbora odstopilo. To so bili predsednik Ivan Hribar, podpredsednik Vladimir Ravnihar, drugi podpredsednik Fran Vindišer, glavni tajnik, dr. Danilo Lokar, to je ta, ki je tam na tem portretu v naši sobi, pa tajnik Josip Pogačnik in pa član inženir Matko Prelovšek. Skratka, v odboru je ostal samo predstavnik Slovenske organizacije vojnih dobrovoljcev, to je bil inženir Ladislav Belc. Posegla je pa banska uprava Dravske Banovine, ki je spomeniškemu odboru vzela njegove naloge in odredila, da naj nadaljevanje akcije vrši kot gerent, umetnostni zgodovinar in konzervator dr. Frances Tele, in kateremu pa naj pomagajo predsednik Zdravniške zbornice, dr. Antin Menšol, pa predsednik zbornice z trgovino in industrijo Ivan Jelač in upokojeni šolski nadzornik Josip Mester, profesor Silvo Kranec. Skratka, banska uprava je pozvala gerenta, to je v stari Jugoslaviji imenovani predstavnik recimo uprave, naj prevzame tudi vas nabrani sklad in pa vse dejavnosti tega ožjega odbora. Skratka, banska uprava je tako rekoč imenovala novi odbor, no čeprav kasneje stvar ni bila tako tragična, kljub temu naslednjemu dogodku, najstarejši član tega prvotnega odbora, to je pokojni gimnazijski profesor, Josip Pittenbacher, pa je sklical sejo tega prvega odbora, tega tudi decembra leta 1937 v kavarni Union. Na tej seji so nameravali izvoliti nov ožji odbor, vendar pa je uprava policije to sejo kar prepovedala. Skratka, člani so na to glasovali pismeno in kasneje so se pa pač mnogi od njih po različnih poteh spet vrnili v ta odbor. Ta novi veliko odbor, ki ga je imenovala banska uprava Dravske Banovine, pa je poiskal pomoč pri Združenju jugoslovanskih inženirjev in arhitektov, ki je razpisalo interni natečaj
za regulacijo prostora pred univerzo, skratka na Kongresnem trgu in pa za regulacijo prostora med Blajvezovo ulico in Železniškim prenazom, skratka ob vhodu v Tivoli. Sodelovalo je 5 arhitektov in razsodišče je kot najboljšega izbralo načrt oziroma osnutek Hermana Husa, njega bomo tudi še večkrat srečali tukaj v tej spomeniški akciji, ki se je izbral za svoj spomenik lokacijo med pravoslavno cerkvijo in pa med načrtovano moderno galerijo. In širši odbor je ta načrt oziroma lokacijo sprejel. Skratka, spomenik naj bi po odločitvi širšega odbora stal pred vhodom v Tivoli, pred Železniškim prenazom. Oktobra ni pa bilo še odločeno, kakšne oblike bo ta spomenik. Oktobra 1938 pa je bil razpisan drugi javni natečaj za spomenik, na katerega je prišlo 26 osnutkov, kiparji so morali seveda v sodelovanju z arhitekti, ki so umestili ta spomenik in poskrbeli za njegovo okolico, so morali predložiti mavčni osnutek spomenika v desetini končne velikosti in pa portret kralja Aleksandra v naravni velikosti. Ta osnutek tukaj, ki sta ga pripravila kipar Kinekos in pa arhitektura Mirokos, ki sta bila v Sobodu, je dobil prvo nagrado. Osnutek se je imenoval Epos okrog širokega valja, recimo zidanega valja, naj bi bile stoječe figure v visokem reliefu, figure naj bi bile v bronu, naj bi bile alegorične figure, ki naj bi ponazarjale slovansko državo, ta figura v sredi, ki je največja. Primer tega valja naj bi bil 7 metrov. To je skratka prispevek kiparja Tineta Kosa, arhitekt. Mirokos pa je kot ozadje spomenika, ki naj bi stal med pravoslavno cerkvijo in pa med moderno galerijo, razporedil stebre. Bilo je podeljenih tudi 7 odkupnih nagrad, zelo različni so ti osnutki. Drugo nagrado na temu natečaju oziroma razpisu pa je prijel kipar Lojze Dolinar za tale osnutek Naš kralj. Odbor oziroma širše razsodišče je odločilo pač, da prvo nagrado prejme Tine in pa Mirokos, drugo nagrado pa Lojze Dolinar, vendar je ožji izbor za izvedbo izbral spomenik oziroma osnutek kiparja Lojzeta Dolinarja. Prevladala je pač želja po spomeniškem spomeniku, ker je to uveljavljena pa vsaj tradicionalna oblika počastitve, recimo, mogočnikov. V tem času so pa seveda mlajši arhitekti tudi javno v časopisih še vedno zagovarjali Plečnikove profile. Marjan Mušič, recimo Dušan Grabljan, Marjan Tepina, ki ga je Plečnik celo nekako spravil zraven k izdelavi različnih načrtov in osnutkov za spomenik kralju Aleksandru Božja Gradjančič in pa drugi. Skratka, odbor je dal, ožji odbor je pač dal pa svoj predlog za Dolinarjev osnutek na glasovanje širšemu odboru in tokrat je šlo gladko. Od 34 članov je bilo 32 za Dolinarjev spomenik. Marca je 39 je odbor sklenil zelo natančen dogovor za Dolinarjem, kaj mora narediti, kakšen osnutek, kdaj bodo korekture, kdaj mora do teh rokov mora kaj narediti. Med drugim je moral Dolinar pripraviti tudi tole ogromno šablono oziroma maketo, skratka obris spomenika v naravni velikosti,
ki je sicer po njegovem načrtu izdelala kulisarna Narodnega gledališča, z njo pa so preizkusili učinek oziroma kakšen bo vtis tega spomenika pred vhodom v Tivoli. Skratka, lokacija spomenika naj bi bila pred vhodom v Tivoli cesta, ki vodi od Tivolija proti mestu, mislim, da je danes Cankarjeva, se je pa v tem času imenovala Aleksandrova cesta. Julija leta 1939 je ljubljanski gradbeni odbor odklonil lokacijo pred Tivolijem in predlagal, naj spomenik stoji v osrednjem delu mesta, saj je mestni svet njegovo to lokacijo že odobril. Skratka, tudi če pogledate to skico, ljubljanska občina še vedno ni opustila zamisli recimo o Plečnikovih propilejah, ki so tudi leta 40 še vedno vrisane, tudi je še južni trg. Spomeniški odbor se je tej odločitvi gradbenega odbora oziroma mestne občine upiral uspešno ali pa neuspešno do aprila leta 1940. Skratka, po temu načrtu bi spomenik spomenik stoji sredi parka Zvezda, ki bi ga občina posebej regulirala in adaptirala. To del so se tudi ločili, vse poti, ki po parku Zvezda se nekako stikajo pred spomenikom. Levo od spomenika ne bi bil tudi velik drog, na katerem bi visela državna zastava, desno pa vodnjak. To postavitev je pripravil arhitekt Plečnik, vendar pa je Dolinar menil, recimo, ker ne bi park zasadili s platanami, da bodo platane preveč zarasle spomenik, zato so najprej se posadili lipe oziroma lipova drevesa, na začetku 40 let so pa potem posadili spet platane. Skratka, v tem času, ko so se dogovarjali za lokacijo, pa je Lojze Dolinar v svojem biografskem materialu, namreč od leta 1931 je zelo uspešno deloval v Beogradu, ta se je preselil zaradi večjih kiparskih naročil, izdeloval veliko kip kralja Aleksandra na konju. Najprej je moral pripraviti osnutek v tretjini veliko končne velikosti, to je ta osnutek, ki si ga je potem prišel pogledati maja leta 1939 Herman Hus. In potem, ko je odbor sprejel ta veliko osnutek, se je Dolinar lotil izdelave spomenika v končni velikosti. Dolinar se je zelo intenzivno ukvarjal recimo z študijo konjske figure, že od spomenika kralju Petru, ki ga je naredil do leta 1931. Tukaj je nekaj njegovih poskusov. Zelo lahko se vidi, da se je spreminjal tudi oblika podstavka. Na figuri desno je recimo osnutek, ki je bil nagrajen tam na tem kaminu, na desno zgore, je pa osnutek, ki nima reliefa, na 3 reliefe. Skratka, Dolinar je v svojem materialu naredil ta osnutek v eni tretjini, potem si je pa dal zgraditi posebeno veliko leseno barako oziroma delavnico, ki je zelo visoka. Na steno je narisal bris spomenika, potem je postavil železno ogrodje in na njih začel nalagati glino in oblikoval spomenik v glini. Potreboval je 50.000 kg gline, ki so mu jih v Beograd pripeljali iz Riča pri Ljubljani. Na tej fotografiji levo spodaj v beli srajci je kipar Dolinar, zraven je pa slikar Miha Maleš, ki je po naročilu veliko odbora za spomenik pripravil tudi posebno številko revije Umetnost, ki ga posvečena samo spomeniku kralju Aleksandru. Modeliranje, ki pa je bilo končano avgusta 1939, na to kot običajno je sledila izdelava mavčnega odlitka,
ki so ga na to razrezali na 54 kosov, ki jih je v bron odvila Livarna Voždovac, skratka, da vsak kos je pripravila kalup in ga odvila v bron. Potrebno je bilo 6 do 7 ton brona. Potem so pa že v Beogradu spomenik poskusno montirali, to se vidi tukaj na desni fotografiji. Dolina je kralja, oziroma kralja in pa jezdeca izdelal po živih modelih. Za kralja je izbral pač nek model, ki je po postavi spominjal na pokojnega kralja. Je še nekaj detajlov. Kralj je imel v roki vladarsko ženo, to je žezlo kot simbol moči, simbol kraljevske oblasti. Izdelal pa je tudi 2 reliefa, sta 2 ogromna reliefa, recimo dolga več kot 4 metre, visoka 1,40 m, tudi za ta relief ali bil treba nekaj 2 tone in pol brona. Na vsakem reliefu je 14 figur in eden prikazuje veliko življenje v Jugoslaviji v miru, drugi pa v vojni. V Ljubljani so potem začeli graditi tudi podstavek za spomenik. Te kose so pripeljali v Ljubljano, sestavljali za spomenikov. Potem, ko je bil pa spomenik postavljen, so vse te zareze oziroma stike med posameznimi deli zatolkli in pa prenazali z kislinami, tako da je nastala patina, da se to pač ni več videlo, da je sestavljen iz toliko delov. Spomenik je bo to krevek, da je, kot piše, imel celo lasten strelovod. In sprva so ga nameravali odkriti na Vidovdan, to je 28. junija, ampak jim to ni uspelo zaradi stavke gradbenih delavcev, ki so gradili podstavek. Podstavek je zasnoval Herman Hus, palce je bil drugačen, da si je zamislil pokrožen, pač pravokotnih oblik. Podstavek je iz betona, obloženega z granitom. Odkrili so ga 6. septembra leta 1940, to je bilo na rojstni dan kralja Petra II., ki je bil tudi državni praznik. Takle je bil spomenik pred odkritjem. Na odkritje je prišel seveda tudi kralj Peter, pa regent knez Pavel, njegova družina, drugi mogočniki. Kralj Peter je tudi odkril spomenik. Tukaj se vidi recimo predsednik odbora je znova postavil Josip Pippenbach, tisti, ki ga je Dravska Banovina nekako leta 1935 odstavila. In bil je tudi slavnostni govornik na odkritju. Še nekaj fotografij, kraljeve družine, tam je spodaj kralj Peter, regent in pa princ, mislim, da sem se tukaj zmotil, pod knjic, je bilo napisano kakšen knez Želič, recimo Nikola, to je bil sin kneza Pavla in pa kneginje Olge. Še nekaj fotografij z otvoritve. Na levi fotografiji je govor župana dr. Jureta Adlešiča, ki kot je običajno sprejema spomenik v trajno last v varstvo mestne občine, pa razni mimohodi vojaških enot in pa društev. Na odkritju je bilo okrog 50.000 ljudi, med drugim več kot 170 društev in pa več kot 150 županov in pa okrog 100 veliko zastopnikov ali vodilnih oseb državnih uradov. No, takole je izgledal spomenik po odkritju. Spomenik je bil največji veliko spomenik v Sloveniji in pa tudi največji konjeniški
spomenik v celi državi. Visok je bil 10,80 metrov, postavil 4 metre, kip, kralja na konju pa 6,80 metrov in pa dolg 7 metrov, 75 centimetrov. Ko so ga v Beogradu poskusno sestavljali, so ugotovili, da gre pač vanj okrog 15 ljudi lahko popolnoma lahkotno. Tukaj si pa nekako lahko predstavljamo, kje pravzaprav je stal spomenik. Tudi v razmerju do Slovenske matrice, kjer smo sedaj. Spomenik je bil obrnjen proti jugu. Dobro se vidi, kralj je oblečen v vojaški plašč, na to so najbrž vplivali vojni dobrovoljci, pa kakšne vojska ali pa bojevniške organizacije. Konj je v paradnem koraku recimo predstavljen, nezadvignjeno nogo. Tudi tu je bila nekaj simbolike, recimo tako kot jezdec obvladuje konja, tako nekako je kralj sposoben recimo tudi voditi svoje ljudstvo. Bilo je tudi tukaj nekaj veliko simbolike, ki ni bila namenjena samo poveličevanju pokojnega kralja, recimo z nadnaravno velikostjo kipa ali monumentaliziranjem njegovih potez. Spomenik je nekako postal nosilec idejnih vsebin oziroma jugoslovanske ideje, katere zagovarjal pokojni kralj. In tudi kipar Jolinar je recimo izjavil v enem intervjuju, da ni želel upodobiti samo človeka, ampak je želel oblikovati tudi neko kiparsko ponazoritev njegove ideje, to je bila pa ideje zedinjenja oziroma ideje Jugoslavije. Še ena fotografija, pozabil sem povedati, avtor teh barvnih fotografij je Jakob Prešeren in spadajo pa tudi med prve veliko vsaj znane primere bolj kvalitetnih barvnih diapozitivov v slovenski fotografiji. Na začetku sem omenil tudi mariborsko spomeniško akcijo. Tam so prav tako pripravljali zelo monumentalen spomenik kralju Aleksandru, kipar, ki je izdelal, ki je bil Boris Kalin. Arhitekt Jaroslav Černigoj pa ga je umestil na ta dva visoka stebra, poskrbel za spomeniški podstavek. Stal pa naj bi poleg Mariborskega gradu. Tudi ta kip oziroma spomenik je bil izdelan. V isti livarni Voždovac je bil že odlit v bron te posamezne dele, potem pa je prišel april leta 1941 in ga pač niso mogli več postaviti v Mariboru. Sled za temi bronastimi deli se je izgubila, najbrž so ga pač pretopili v kakšne druge spomenike ali predmete. Skratka, italijanska okupacija na tej fotografiji, italijanski vojaki poslušajo Mussolinijev govor 10. junija 1941, to je bila prva obletnica vstopa Italije v vojni, na Kongresnem trgu, zvočnik, ki je pač prenašal zvok ljubljanske radijske postaje, ki pa stoji na podstavku kipa kralja Aleksandra. Zvečer istega dne je bil tudi na tem trgu zelo dobro obiskan koncert solistov kraljeve opere iz Rima. Skratka, Italijani so želeli osvojiti ta novopridobljena področja tudi s svojo visoko kulturo. Skratka, Italijani pa so takoj po prihodu v Ljubljano in pa v druge kraje zahtevali odstranitev vseh srbskih spomenikov. V Ljubljani sta bila to spomenika kralju Petru, prvemu in pred magistratom, pa ta spomenik Aleksandra v Zvezdi in pa spomenik Aleksandru prvemu, ki je stal pred tobačno tovarno v Ljubljani. No, skratka, visoki
komisar Gracioli je celo pričakoval, da bo ljubljanski mestni svet sam od sebe sprejel takšen sklep, s tem pa ne bi dokazal, da so Slovenci proti Srbem, ampak ljubljanski mestni svet nekako tega sklepa ni sprejel, zato je Gracioli celo enkrat prišel nenapovedan na sejo in postavil enomesečni rok, da je treba ki odstraniti in ga spraviti v muzej. Omenil je tudi to, da sta na Vidovdan dve gospodični položili venec pred Aleksandrov spomenik in so jih tako izgnali v Srbijo. Skratka, mestna občina se nekako ni uklonila oziroma ni pristala, da bi odstranila spomenik na mestne stroške. Zahtevali so tudi od spomeniškega odbora namest z denarjem, ki je ostal po postavitvi spomenika, plača odstranitev. Odbor pa je medtem ta denar že razdelil v družinam tistih slovanskih oficirjev, ki so bili v italijanskem ujetništvu. Tako da so Italijani sami 25. julija leta 1941 odstranili spomenik, najprej so ga ogradili in zastražili s strojnicami, nato so z varilnim aparatom prežagali noge konja, ga potegnili z tovornjakom, da je padel, in ta trenutek, ki ga je na fotografiji ohranil Milan Pavlino, fotografski kronist medvojnega dogajanja v Ljubljani, se je zgodil 2 minuti čez 10. uro po noči. Skratka, potem je sledilo pa nekaj dnevno podiranje, rušenje odstavka. Podobno se je zgodilo s kipom kralju Petru pred magistratom. Italijani so na tem mestu nameravali postaviti eno veliko fontano po načrtu rimskega arhitekta Itala Mancinija. To je bil spomenik fašistične oblasti in rimske nadvlade nad slovenskim ozemljem. Danes pa na tem mestu stoji veliko sidro, to je spomenik sidro, ki so ga postavili leta 1954, prej sem ga šel pogledat, takrat leta 1954 sta bili na njem 2 letnici, 710, leto prvega prihoda Slovanov na Jadransko morje in pa letnico, ki je zaznamovala priključitev Primorja znova k Sloveniji po drugi svetovni vojni. Toliko nekako sem imel za povedati, sem pa seveda na voljo tudi za kakšno drobno vprašanje. Italijani so pač podstavek so porušali, razbili, ta spomenik se žagali, ker so bromastezini se lahko pretopijo. Recimo do lanskega leta se je mislilo, da so ta drugi spomenik, to je pa spomenik kralju Petru pred magistratom, pisalo je, da so ga kar razstrelili pa razbili, da je popolnoma uničen, potem so pa odkrili v enih lesenem zaboju v Muzeju novejše zgodovine v Zapuščini, ki jim je dal Joško Vetrin, to je bil zbiralec, bil je pa tudi pilot, eden prvih, ki je med prvo svetovno vojno fotografiral te letalske posnetke, ki je pač v svoji Zapuščini dal v Muzeju za novejšo zgodovino tudi glavo, zelo dobro ohranjeno glavo, recimo kralja Petra, ki je spomenika, ki je stal pred magistratom. Graniti podstavka so potem prodaja naprej, tako da je moja stara teta na grobih iz tega. Aha, hvala.
Koliko je pa stal? Kdo je financiral? Kako? Kdo je financiral, koliko je stal? Številke so objavljene v tistem mojem članku, denar so zbrali zelo hitro in od tega so največ prispevali državni uradniki pa šole. V tej široki nabiralni akciji. Nabirali so pa vse povsod, recimo, tudi po društvih, po občinah, po krajih. Omenili ste tisto vsaj iz leta 37, na kateri je prihajalo do velikih nesoglasij glede tega spomenika. Pa me zanima, v čem so bila ta nesoglasja, te razprtije, ki so pa vodile do odstopa. Leta 37? Ja, Skratka, nesoglasja so bila ta, da je spomeniški odbor pač imel neko svojo predstavo in pa linijo. Ljubljanski gradbeni odbor, pa drugo. In v mestni občini je prevladala ta zamisel, ki jo je predlagal arhitekt Plečnik, spomeniški odbor pa je celo takrat razmišljal, da bi spomenik stal pred vhodom v Tivoli. Ljubljanska občina je pa želela postavitev spomenika povezati z regulacijo Kongresnega trga pa zvezde, ki so jo tako imeli že v programu. V bistvu tukaj je bilo to nesoglasje med spomeniškim odborom pa gradbenim odborom mestne občine Ljubljana, ki je trajal po leta 40. Jaz mislim, da je v glavnem šlo za zaslužek, ki pa niso hoteli zaslužiti in s tem Plečnikom spodnikom ne bi zaslužil prvo. To je bil glavno vzrok, zakaj je bilo to sploh nasprotovanje. To je itak zaslužek, ki bi bil samo eden, od njih so bili tudi sami med konkurenčno, so sami sebi pač tvorni, ampak mislim, da jih užalilo to ravno tiste fotografije, ko se je Božo Pegov pač postavljal te različne variante manjšega spomenika, kot so si oni predstavljali v Propileje. In nenadoma je neka samostojna monumentalna skulptura postala sam en dodatek recimo arhitekturi. Mislim, da jih je to zelo zmotilo, ker so najbolj začelo se je s kiparskimi natečaji. Potem bi pa nenadoma je pa arhitektura prevladala. Tu bi bilo tudi ta stvar, da je pravzaprav Plečnik tudi sam mislil, da bi se pravzaprav lahko glava odstranila, ko se vlada zamenja, da bi potem, mislim, to je sam pravo Plečnik. Možno stavno očetov. Se Plečnik se niti ni usiljeval, se Plečnik pač ta izvršni odbor ga je prosil, pa je Plečnik rekel prosim, naredite natečaj, razpis, recimo, on se ni usiljeval zraven. On je potem to naredil, ko je bilo očitno, da je prvi natečaj propadel. Ampak te prvi osnutki so drugačni, nimajo še teh Propilej, je samo zadnji par stebrov stoji, potem se to veliko razjela. Je pa to, kot rečeno, je to takrat Tepina, to riso vse pri Plečniku. Tepina je riso, In za odbor je tudi, Ker Plečnika je v glavnem to skrbelo, da je pravzaprav tak spomeniški spomenik krap v zadje. In zato je tega postavil, mislim, kralja Petra je postavil pred magistrat, da je imel to, stal ni na sredi stopnic, ampak je stal pred eno od teh rakat, kjer je imel to v zadje. Medtem, ko tukaj pa tudi Plečnik predlagal, da bi se nekaj v zadje naredil, mislim, ker kojno do zadje ni lep in zato bi treba to zasaditi, ali kako, to nisem uštevalo. Ampak ta ideja, mislim, s tem, da bi se pravzaprav spomenik lahko uporabil to za druge namene, mislim, ko se vlada zamenja in tako naprej, je dosti, mislim, to je stara rimska ideja, ki je potem Plečnik povedala. Se je tudi, ko je bil spomenik odprt, v odkritje, je bila v bistvu ta ozadje, oziroma fasade Kazine in te so bile dejansko prekrite z grebjem, se niti videli niso, tudi po moje stilali. In tudi, recimo, Dolinarjev ta zmagoviti osnutek je bil edin, pri katerem ni bilo tako izrazito prisotnost arhitekta. Drugi arhitekti so postavljali razne stebre zraven in tako, in so zelo vplivali. Dolinar je bil pa čist kiparski.
Mene zanima, sicer zdaj izgleda, da neka dokumentacija obstoja, recimo skice, pa tehnična dokumentacija. A do tega niste prišel, ali se vam ne zdeli pametno tega pokazati? Jaz sem do tega prišel, tam v tej knjigi članek ima 200 opomb in razne druge zadeve, ampak jaz zdaj nisem vedel, kaj mi v predavanje dam in pa sem izbiral pač eno tako kratko kronologijo, ki teh skic je več, recimo postavitev, to se je stalno spremenilo, recimo, tudi Plečnikovih in drugih, v arhivu, mislim, v Ljubljanskem arhivu je kar dosti dobro ohranjeno, recimo tudi delo o delovanju tega odbora. Pa zanimiva je geneza, v bistvu, ker se skica začne naprej, prikazovati se vsaj ne se zdi, da to je v takem predavanju, da je to zelo zanimiv, za drugič. Veliko število natečajnih, ki so se natečaju udeležili. Ne vem, zakaj se mi je zdelo, da takega velikega števila kiparjev, ki bi se lotili monumentalne plastike v Lehni, v Sloveniji, v Ljubljani, pa posebej Marijo, pa posebej tu. To me je presenetilo. Še bolj pa moram reči, se mi zanimivo to dogajanje, se pravi, mestna oblast davno sprejme italijansko upravo in vse, kar paše zraven, ampak je tukaj bila zelo neposlušna, da tako rečem. Če bi bila politična modrost, bi mi imeli danes v muzeju vse te spomenike morda spravljene, ker pa je bila zadržana do tega, lahko rečemo, ukaza, da moramo to srbsko kraljevsko družino zbrisati iz območja provinčja Ljubljana. To me je pa presenetilo, da se je to kar nekaj časa vleklo in da tega niso sami želeli, hoteli narediti. To smo bili mi, Slovenci smo bili pač leta 1941 zelo projugoslovanski, recimo, mestna oblast je bila večinoma liberalna, liberalci so bili tako znano, še celo bolj, katoliška, slovenska ljudska stranka je imela bolj avtonomistične pristope, skratka, potem sem omenil ta dobro obiskani veliko koncerti rimske opere tistega dne, ko so ti vojaki poslušali ta Mussolinijev govor, ko pa so kasneje, pač nekaj tednov po tem, ko so Italijani pospravili, oziroma odstranili spomenik kralja Aleksandra, so ponovili en dogodek spet kulturni na isti lokaciji, ki je bil pa zelo pično obiskovan, in to pomeni, da so Ljubljančani kar malo molče protestirali, recimo, da so jim odpeljali ta spomenik. Potem pa tista številka 26 osnutkov, saj to ne pomeni, da je sodeloval 26 kiparjev. Nekateri so imeli 2, recimo Dožigar je imel 2, pa 3 recimo. Potem so ti kiparji, ki so v Ljubljani sodelovali, so se potrebovali tudi v Mariboru in drugje, skratka. Dožigar je dobil delo v Ljubljani, Boris Kalin v Mariboru, Nikolaj Pirnat recimo v Rakeku, če se prav spomnim, po vseh krajih so postavljali spomenike, sicer predvsem glave ali pa stoječe figure, skratka, kiparji so res imeli takrat nekaj več vida kot sicer. Se je pa tudi neka tradicija, tudi arhitektura je vključevala na pročelja take veliko postavne figure in tako naprej. Tako da to je bil en čas, ko se je to delalo, lahko rečem, redno. Plečnik je naredil dvoje teh, mislim, spomenikov, ene v Sveti Trojici na Štajerskem, kjer so potem samo glavo odstranili in je podstav. Mislim, zaduje potem v Črni, ki je delal spomenik, mislim, da je bil pač spomenik 1, 2 in tam je porabil glavo kralja Aleksandra, ki je nekaj dobil na tem spomeniku, mislim, tako da to še obstoja. Neko se te rešitve in vzorci, recimo tako joniški spomenik
je od antike, od renesanse, v bistvu, to je eklektična rešitev, do akademskega realizma, nemškega kiparstva. Dolinar tukaj ni, recimo, prav nič novega, veliko ugotovil. Kar je, recimo, presežek tega je, recimo, njegova kiparska veščina. Bil je izredno spreten, plodovit, kipar, recimo. On je že med 31 se je preselil v Beograd, ampak že do takrat je naredil, recimo, morda še danes največji plastik, kar je v Ljubljani. V Beogradu pa potem sploh ni odporno. Mislim, da niti ni, sem malo gledal, doktor Špelca Čopič je zelo natančno naredila katalog del, jaz pa delam v muzeju, ker imamo en del Dolinarjeve neurejene zapuščine. Neurejeno pa pomeni samo to, da je Dolinar pač fotografije svojih del, metov, škatle ali mape, pa nič ne piše. Ampak tam je polno fotografij, velikih spomenikov pa skulptur, ki niti ne vemo, kje so. Najbrž jih ni več, ker so bili tudi razni kralj Peter, recimo, po Srbiji. No, jaz bi rad kratko osvetlitev zgodovinsko, politično podal. Šlo je za osebnost tudi Aleksandra Karađorđevića, ki je vzbujala perspektivo, da bo sposoben vladar. To sta po mojem mnenju izražala izrazita slovenska monarhista, bi jo imenoval. To sta bila dr. Niko Zupanič in pa dr. Bogomil Vošnjak, ki sta bila člana Jugoslovanskega odbora. V tem Jugoslovanskem odboru je bil recimo tudi Ivan Meštrović, ki je bil velik občudovalec ali pa tudi sodelavec Aleksandra Karađorđevića. To se pravi, ta dva Slovenca v Jugoslovanskem odboru sta prevagala tisto večino. Mislim, da večina Slovencev je pa vendarle se nagibala na to, da bi bila bodoča država, če že je, če se že razruši Avstro-Ogrska, da bi bila republika. To so tudi recimo slovenski izseljenci v Ameriki pričakovali. Medtem ko Vošnjak in pa Zupanič pa mislim, da sta, ker recimo Vošnjak je bil, se je večkrat sestal z Aleksandrom, da so spoznali, da je sposoben človek. In da na podlagi tega nista kar tako, bi rekel, bila ena monarhista, ampak najbrž na podlagi tega spoznanja o sposobnosti Aleksandra Karađorđevića. Hvala lepa. Hvala vam. Sem Plečnik je naredil tudi načrte, potem sam osnutek za spomenik, ki bi stal na Korenskem sedlu, na tistem mestu, kjer je kralj Aleksandar nazadnje zapustil Jugoslavijo. To seveda ni bilo izvedeno. In bil pa je tudi, mislim, on se je osebno poznal s kraljem, ker je, mislim, ko je bil kralj leta 21 na obisku pri Masariku v Lanih, mislim, je pač Karađorđević hvalil, kako imajo Čehi dobrega arhitekta in da bi bilo dobro, če bi tudi mi imeli v Jugoslaviji, tako mu je Masarik rekel, da je to itak njegov državljan, na kar je pol povabil in potem so razne anekdote, kako je Plečnik šel z vlakom, se je pelil, po njem so poslali, sem mislil, da bo šel v 7 vagon, on je šel v 3. razred in potem odkorakal na Dedinje, potem so poslali za njim ta telegram, kako izgleda, da so ga potem lahko prestregali. Potem je bil prav Plečnik pri kralju 5 minut in upam, da mu je šel dost na živce. Piše Plečnik v pismu Rogroviću, zato ker mu je predlagal, da takoj podajo tisto, kar so že začeli zidati in da je tisto
pravzaprav neuporabno, kar je delal nek drug arhitekt za kralje in tako naprej. Tako da Plečnik je potem delal še seveda tudi s to vilo Suhobor, ki pa je bila dogotovljena samo do odstavkov, mislim, nad Blejskim jezerom in je potem to Glanc po vojni svoje naredil za Tita. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem bi se jaz zahvalila dr. Damirju Globočniku za to imenitno predavanje, da nas je nekako osvežil naš kulturni in zgodovinski spomin. Veliko več, kot je omenjal, je seveda v tej knjigi tudi o spomeniku kralju Aleksandru I, Karadžordževiču in Petru. Tako da danes je ta knjiga po polovični ceni, če bi to želel izvedeti še kaj več, ob tem dogodku tudi na razpolago. In verjamem, da se bomo še srečali tudi s kakšnimi podobnimi temami v prihodnje. Hvala lepa in hvala, da ste prišli.